Sem Marko Pavčnik, šef in lastnik restavracije Pavos. Danes sem z vami, da preizkusimo nože Cviling, ki jih najdete v Šparovi akciji zbiranja točk. No, pa preizkusimo prvega. Nož za zelenjavo je tanek, raven in oster, kar omogoča, da vse vrste zelenjave in sadja režemo zelo natančno. Pri rezanju sadja in zelenjave bodite pozorni, da držite s celo dlanjo. S tem bo vaše rezanje brez poškodb in bistveno bolj natančno. Nož za obrezovanje odlikuje izjemna ostrina, zato je več kot primeren za obrezovanje in lupljenje vseh vrst sadja in zelenjave. Pri lupljenju in obrezovanju sadja in zelenjave nož trdno držimo v rokah. S tem se izognemo odvečnim odpadkom in izboljšamo natančnost. Rezalni nož je idealen za rezanje suhih mesnin, z njim lahko pa tudi filirate ribe. Kože pa nikar ne zavrzite, ampak jo raje uporabite v kakšni enolončnici, se ji bo dala čist poseben pečat. Ker ima nož za kruh nazobčeno rezilo, z lahkoto prereže hrustljavo zapečeno kruhovo skorjo in s tem dobimo popolno rezino. Šefov nož je šef med noži v kuhinji. Z njim lahko sekljamo zelišča ali režemo najboljše kose mesa. Držimo ga pa po šefovsko. Santoku nož ni cenjen le na Japonskem, ampak ga potrebujemo tudi na naših deskah, saj je primeren za rezanje zelenjave, mesa in pa tudi rib. Zaradi tankega in ostrega rezila nam omogoča, da režemo z japonsko natančnostjo. Tudi škarje so pomemben kuharski pripomoček, saj z njihovo pomočjo lahko razrežemo piščanca. Manjše škarje so pa odlične za rezanje zelišč. Tako, videli smo, da se škarje in noži Cviling odlično odrežejo tudi v praksi. Veseli me, da bodo tudi del slovenskih kuhinj. Špar nam je omogočil, da je kakovostna znamka kot je Cviling zdaj na voljo po res ugodnih cenah, pa v odrezanih cenah.